lepo pozdravljeni v oddaji Minute za kulturo. V tokratni oddaji boste spoznali pisateljico Mileno Miklavčič. Ona je sicer že bila pri nas v studiu. Tisti, ki gledate pravljične minute, ste slišali iz ust Jožeta Sevljaka tudi kakšno pravljico. Pravljice tudi piše, dovolila nam je, da smo jih potem posneli na filmsko platno in so jih lahko otroci občudovali. Dobrodošli v našem studiu. Dober dan želim. Bili ste tudi že v našem studiu, ste že predstavili svojo pot od otroštva naprej. Takrat sva se nekako zaustavili pri prvi knjigi Ogenj, rit in kače niso za igrače. Prvi knjigi od teh dveh, ne? Sicer je pa knjig se nabralo, pa mogoče to, no? Koliko knjig se je nabralo? Knjig se je nabralo že 14, vendar so ostale razen knjige, ki nosi naslov Usode, oziroma ena podobno obilna knjiga ima naslov Ženske, vse ostale so namenjene otrokom. No, in to knjigo, katero držim v rokah, človek kar težko verjame, da gre v prodajo prek 10.000 izvodov, 11.000, ne? Ja, tako je, vendar je takoj lažje razumeti, če rečem, da sem kot nestrokovnjak, trikrat podčrtano, nestrokovnjak, ki nimam pojma o stroki, o etnologiji, sociologiji, antropologiji, da sem 30 let zbirala zgodbe, katerih strokovnjaki nekako niso hoteli ali niso zmogli, ali jim je bilo nerodno, in prav zaradi tega, ker mi je uspelo nehote, slučajno, po spletu okoliščin, zbrati zgodbe, intimne zgodbe naših prednikov iz prve in deloma tudi druge polovice 20. stoletja, ljudje berejo predvsem zato, da vidijo, kakšno je bilo pravzaprav to intimno življenje, ker o tem nikjer drugje žal ne morejo čisto ničesar prebrati. V tej knjigi zgodb pa lahko zasledijo, kakšno je bilo življenje nekoč v tistih trenutkih, ko sta se, če rečem zelo preprosto, za atom in za mamo zaprla vrata v spalnico. Kdaj ste se vi nekako soočili s tem? Takrat, ko ste slišali prve besede iz pripovedovanj v takratnih časih, da spolnost ni bila takšna, kot ne vem, o njej razmišljamo danes? Jaz mislim, da moja generacija je doživljala zelo podobno usodo, kar se tiče odnosa do spolnosti, do intime nasploh. Mi smo bili rojeni po drugi svetovni vojni in je bilo nemogoče pričakovati, da bi se odnos do spolnosti izpred časov druge svetovne vojne, 30, 20 let, kaj drastično spremenil, in smo imeli pravzaprav zelo podobno vzgojo. Tisti, ki niso bili radovedni, to govorimo o moji generaciji, ki so pač sprejeli to, kar so jim starši povedali, so to pač si zapisali nekam v srce. Z menoj je bilo pa narobe to, da sem bila radovedna. Od mame verjetno niste veliko izvedeli, od pa očeta pa še manj. Ničesar, ker se o teh stvareh ni govorilo, ker je bilo o teh stvareh grdo govoriti, celo greh je bil. Jaz se spomnim, ko sem bila stara že 17 let, pa smo šli k spovedi, pa nas je takrat župnik Starman dekleta spraševal, ali si imela kaj grešnih misli. To pomeni, da mu na kraj pameti ni padlo, da bi v tistem času dekleta grešila v dejanjih, že to, če si imel kakšne grešne misli, je bilo takrat greh. In tega nikoli ne pozabim. To pomeni, da je bil ta odnos do spolnosti res zelo tradicionalen, zelo, bom rekla, tudi grob, ker so te vrgli v življenje brez enega samega stavka o tem, kakšna spolnost te čaka, ko dobiš moškega fanta, ko se poročiš. In hvala Bogu, no, da sem potem začela delati na radiju, ker sem imela svojo oddajo Zanimivi ljudje živijo med nami.
in sem preko teh sogovornikov potem poskušala razumeti tudi mojo mamo, ki mi je o teh rečeh govorila precej ostro, ne samo z besedami, tudi kakšna palica je pela, če mi te resnice, ki mi jih je vtepala v glavo, če so mi šle prepočasi v glavo, kajti vedeti morate, da je veliko otrok iz moje generacije odraščalo in odhajalo v svet ob podobnem stavku, kot ga je nekdo od maminih prijateljev, prijateljic izvezal na en prt, ki je visel nad mizo, tam gor je pa pisalo: bodi pridna in poštena, da nekoč boš dobra žena. In bodi poštena je pomenilo, da greš nedolžna k poroki. In glede na to, da je ta nedolžnost bila predstavljena kot nekaj, kar mora biti, in ne bom nikoli pozabila enega prijatelja, ki je bil duhovnik pred drugo svetovno vojno in mi o teh stvareh veliko pripovedoval, je rekel, da je število nezakonskih otrok v nekem kraju variralo predvsem od tega, kako sposobna je bila babica. Koliko teh nezakonskih otrok je tej babici uspelo spraviti še pravočasno na drugi svet. Toliko je pač bilo v nekem kraju nezakonskih otrok, ker je vedel, da lahko v človeku zatremo marsikaj, ne moremo pa njegovega nagona, ker nagon je, ta spolni nagon je zelo podoben tistemu nagonu, ko moraš jesti, piti, spati. In ga je nemogoče zatreti in zato je bilo toliko gorja v času pred drugo svetovno vojno, pa tja do 60-ih, 70-ih let, ker se je zatiralo nekaj na zelo neprimerne načine, kar je v vsakem človeku. Danes to počnejo bolj prefrigano, izumili so internet, televizijo, pametne telefone, jemo neprimerno hrano in spolni nagon nekako ostaja na drugem tiru, zlasti pri moških, kajti dokazano je, da se je tudi število spermije v 40 letih v moški semenski tekočini prepolovilo, kar pomeni, da če so naši predniki potrebovali spolnost, to govorimo moški, 3-krat na dan, so menda danes ženske srečne, če jo dobijo to priložnost tam 2-krat, 3-krat na mesec. No, omenili ste internet, pa marsikaj se zdaj tudi izve iz različnih drugih publikacij, medijev. Dejali ste doma, nisem veliko izvedela. Verjetno tudi vaše vrstnice doma niso veliko izvedele, pa vendarle, kako ste se takrat dekleta o tem pogovarjale? Verjetno s fanti ne? Ne, pogovarjali smo se med seboj, ker ni bilo tega niti v šoli, če pa je bilo že v šoli, je bilo povedano na podoben tehnični način, kot se pove danes, brez čustev, brez da bi predavatelji poudarjali, da je najprej ljubezen, da so najprej čustva, prijateljstvo, potem pa je dolgo časa tema in šele na to je spolnost. Niso tega počeli, ker je bilo tudi učiteljem narodno. Imeli smo včasih kakšno knjigo, potem je prišel ta znameniti Kaj, potem so prihajale nemške revije, ki so jih zlasti fantje obilo brali, ko so služili JLA. Tako da je bilo nekaj tega izobraževanja, ker radovednost, veste, tudi radovednosti se ne da zatreti pri mladem človeku. Danes delamo, ker rada primerjam te starejše čase z današnjimi, ker tudi današnji mlad človek je pravzaprav skoraj na istem. Starši so še zmeraj precej sramežljivi, mu ne odgovorijo na vsa vprašanja, ker nekako podzavestno upajo, da bo internet tisti, ki ga bo izobrazil, in ko dajo otroku pri 7 letih ali celo še prej v roke
pametni telefon, mu s tem dajo tudi vstopnico, ključ do vseh perverzij, ki jih otrok zelo hitro najde na internetu. In danes se otroci učijo pornografije že v zelo zgodnji dobi, ko pravzaprav pojma nimajo, kaj točno to je. In ne malo mladih, ki so mi tudi za to drugo knjigo pripovedovali svoje zgodbe, so dejali, da so bili s to spolnostjo prav zaradi tega prehitrega soočenja z njo že pri 18 letih tako grozno naveličani in tako umazano so se počutili ob njej, da enostavno niso mogli več imeti teh intimnih stikov. In veste, to me zelo žalosti. Ker po eni strani naše babice so se teh spolnih, intimnih stikov branile zato, ker so se bale nosečnosti, pa ker je bil spolni odnos dolg 2-3 minute, to pomeni, da one od tega spolnega odnosa niso nič imeli. Dan današnji je pa, če pogledamo končni rezultat pod črto, je pa pravzaprav približno enako. Ne eni, ne drugi, ne fanti, ne dekleta, ne moški, ne ženske od te spolnosti nimajo veliko, zaradi tega, ker se od nje vedno bolj umikajo ali pa jim postane spolnost, obsedenost, zasvojenost, iščejo v njej zgolj in samo užitek, pač tisto, kar ne samo mediji, tudi potrošniška družba, tudi okolje, v katerem živimo, ko kar naprej govorimo o užitku in potem je del tega užitka žal tudi spolnost in ljudje so tega siti. Danes pa se zdi, da je veliko teh motečih faktorjev, ne? Če se malce pošalim, včasih je bila, ne vem, je bila 5:00 po zimi, v tem času tema. In je bil čas za spolnost, recimo, ne? Zdaj pa prižgane televizije, vsak na svoji tablici. Predvsem ti prižgani mediji, ker ljudje pravzaprav na različne kulturne dogodke vedno manj hodijo, vedno več se zaklepajo v svoja lastna stanovanja in po eni strani sedijo pred mehiškimi nadaljevankami, pred španskimi nadaljevankami, pred gorskim zdravnikom in črpajo eno romantiko iz teh zgodb in sanjajo o tem, kako bodo tudi sami doživeli nekaj podobnega. In to počnejo zlasti ženske, kajti po eni strani jih razumem, medtem ko one gledajo in hrepenijo po teh romantičnih ljubeznih, mož smrči na kavču in hudičevo malo mu je mar za to, da bi ženski ugodil vseh teh njenih sanjarjenih. Po drugi strani pa vsi tisti, ki pa iščejo v tej spolnosti predvsem hitrega užitka, ki ne bi motil njihovega delovnega tempa, njihovega vsakdana, ki bi popestril tudi nenazadnje partnersko življenje, kajti se veste, ko partnerji poližejo ves med, potem se velikokrat zgodi, da med njima nastopi hlad, edino... Namesto meda led. Tako, edino skupni interesi jih držijo skupaj in potem iščejo te hitre zadovoljitve na internetu, na pametnih telefonih in zadnjič smo se pogovarjali o takih priložnostih, pa mi nekdo iz publike podrobi, pa reče, saj ženske niste nič boljše in odpre eno bolj sodobno slovensko internetno stran, na kateri zlasti ženske v srednjih letih iščejo partnerje za to hitro potešitev in tam je bilo nešteto malih oglasov, v katerih so ženske srednjih let iskale ne moškega, ampak fante pod 18 leti, ki imajo veliko orodje. To je nekaj, veste, ko pa reže zelo bizarno, zelo na skrajnosti, kaj je dopustno in kaj ne, da se gredo ženske srednjih let neke vrste pedofilijo,
kajti mi, ko že o teh stvareh, o teh anomalijah govorimo predvsem o moških prestopnikih, o moških skrajnežih. Očitno pa so postale tudi ženske tiste, ki želijo prestopiti ta skrajni prag. Enakopravne želijo biti. Ja, verjetno zaradi tega, ker ta preklemanski užitek, veste, zato ker smo nehali o spolnosti govoriti kot o delu ljubezni, ampak je postal enačaj med spolnostjo in užitkom. To je narobe. In ker se ženemo k temu, da bi bilo tega enačaja čim več, pozabljamo na ljubezen, pozabljamo na to, kako lepo je imeti nekoga rad in kako lepo je nenazadnje z nekom se samo držati za roke, ko se ta energija ljubezenska pretaka, ko si želi z nekom biti. In meni je osebno zelo žal za tiste, ki so poročeni leto, dve, pa gredo narazen in vsak tretji zakon, vsako tretje partnerstvo, ki gre narazen predvsem zaradi tega, ker v skupnem življenju ne vidijo več užitka, za cilj jim je pa pravzaprav že vseeno. Seveda ni vedno vse z rožicami poslano, nikoli ni tako. Tudi v vašem življenju so bili tragični trenutki. Veliko teh zgodb, ki ste jih slišali od žensk, tudi od moških, vas je verjetno prizadelo, ampak smrt otroka, to je pa nekaj, kar je pa najhujše. Ja, veste, ko to doživiš, to smrt, ugotoviš, da si doživel vse, kar je hudega na tem svetu. In potem si nekako bolj pripravljen tudi na to, da poslušaš težave drugih. Ker se ti zdi, da dokler si živ, dokler imaš glavo na ramenih, dve roki, dokler lahko se smejiš, jočeš, lahko vstaneš in greš od nasilnega partnerja, od tečne tašče, lahko zapustiš službo, jo zamenjaš, lahko zapustiš stanovanje in si poiščeš stanovanje nekje druge, ker ni nasilnih sostanovalcev. Vendar ljudje kar čemimo ob nečem, ker smo Slovenci zelo tradicionalni, ker če tudi imamo nekje slabe pogoje, na primer v službi, bomo kar stali in čakali, da se bo zgodil čudež in ne bomo zamenjali službe. Enako je tudi v partnerstvu. Sej ni čudno, da pravijo strokovnjaki, da ženska, ki živi v zelo nasilnem partnerstvu, da potrebuje 20 let ali celo več, da odide iz njega, pa še potem se zelo pogosto v to partnerstvo vrača. In Slovenci smo, kar se tega tiče, zelo tradicionalni. In moram reči, da sem tudi jaz. Vse življenje živim 100 metrov stran od hiše, v kateri sem se rodila. Pa vendar ves čas odhajam, ves čas poslušam, ves čas se učim. In prav ta smrt mojega sina je nekako pripomogla k temu, da tudi lažje drugim pomagam, lažje druge učim, prav zaradi tega, ker ko enkrat doživiš najhujše, potem lažje daješ eno spodbudo, eno upanje, nenazadnje lažje tudi rečeš, pa dej sprav se k sebi. Ne govori, da se ne da. Lahko si malo bolj oster, ker veš, da si ti tisto mejo že dosegel in želiš, da jo tudi drugi dosežejo. Zagotovo pa ne drži tisto, da čas celi rane ob tako hudih dogodkih, ne? Seveda ne. Kvečem bolj oddaljeno je, ampak... Je oddaljeno, ampak to ves čas je nekje v tebi. Tako kot vse tisto, kar opisujete tu v tej knjigi, kar so pretrpeli. Ja, to so ljudje, ki so mi jih pripovedovali. Veste... In se s tem malce izčistili, dali breme še vam? Niti ne. Ampak ti ljudje, veste, mene zelo moti, ko se ljudem, bralcem, ti, ki jih opisujem, smilijo.
Pa zakaj za Božjo voljo? Ti ljudje so bili tako močni, da so te svoje težave uredili, preživeli in so nenazadnje tudi stopili v življenju korak dlje, kot bi sicer lahko, če ne bi imeli teh težav. Ker ti težave nas konec koncev delajo močnejše, nas tudi kalijo in zato pravim, dajte se usesti pred ogledalo in se pogledajte van, pa vidite, kaj ste pa vi naredili svojega življenja. A sedite, a se smilite sami sebi, a imate občutek, da z vas nikoli nič ne bo, zaradi tega, ker nimate te moči, da bi stopili v življenju korak dlje. Sami sebi se morate smiliti, če tega ne počnete. Te ženske, ker so v teh knjigah zlasti ženske zgodbe, so naredile to. In zlasti v prvi knjigi mi je ena gospa starejša rekla, Milena, zakaj se bi ti jaz smilila? Jaz sem stara 90 let, mož, ki mi je tepel, je pri 60 letih umrl. To pomeni, da je ona bila toliko močnejša od njega, ga je preživela za najmanj 30 let. In zakaj bi se meni ona zaradi tega smilila? Ona je bila močna, ona je imela objem tak, da ga čuti še kakšen teden, ko te ona objame. To pomeni, da je ta moč bila v njej, ne samo na ta fizični način, tudi na duhovni, in se jo rada spominjam. Čeprav je ni več med živimi. No, kakšen odlomek bom prebral v nadaljevanju, kjer se mogoče človek tudi malce začudi ob prebranem, le kaj vse so pripravljeni ljudje postoriti za ljubi kruhek. Ne? Ja, to pa že od samega začetka. Že tole, no, ni toliko o spolnosti, ampak o gnusnosti, bi človek dejal. Kar izvolite. Spominjam se kolega, bil je še mlad in vesel fant, svojemu nadrejenemu, znanemu gradbeniku, ki se ga je rad napil, je moral ob vsakem obisku stranišča, curaka, potegniti ven iz hlač in ga držati toliko časa, dokler se tovariš ni olajšal, potem pa mu ga je spet spravil nazaj v gate. To je počel še po osamosvojitvi, ker je bilo temu prostaku namenjeno bogato, a zelo izprijeno življenje. Ja, take zgodbe so se pojavljale med mojimi pripovedovalci, pravzaprav že vse tam od leta 1900 in še malo. Morate vedeti, da sem poznala ljudi, ki so bili, ki so krojili našo zgodovino, kajti govorila sem s tistimi, ki so poznali generala Maistra. Pri nas v Žireh so gradili cerkev leta 1908. Poznala sem zidarja, ki je to cerkev gradil. Skratka, bilo jih je precej, od sodobnikov Ivana Tavčarja, pisatelje, detele, številnih zdravnikov in tako naprej. No, in če sem že ravno pri enem od teh zdravnikov, ki je, to moram reči, v teh medicinskih zdravniških okoljih je bila včasih zelo stroga hierarhija in ženske, če tudi zdravnice, niso bile čisto nič uredne. No in tudi ena takšna zdravnica je, če je želela priti v svojem poklicu malo naprej, je morala početi zelo približne stvari, kot je tale. Potem je druga zgodba nekega zelo pomembnega, bom rekla, med drugim je bil v življenju tudi župan, ki je takrat, ko je prišel domov, mu je morala žena sezuti nogavice in jih je morala zmeraj poduhati, ali so še dovolj sveže, v narekovajih, da jih bo možakar lahko naslednji dan obul. Istočasno pa je vsak petek, ko je ženi namenil denar za gospodinjstvo, ga je vrgel po tleh. In žena je morala iti na vse 4
Obe hčeri sta morale to poniževanje gledati in on se je tam zraven smejal in hakljal. Naj pa povem, da nobeno od teh hčera pozneje ni dobila partnerja, ostali sta sami. Skratka, teh poniževanj je bilo ogromno. Da ne govorim o tem času, ko je bila 10 let nazaj v Sloveniji ta gospodarska kriza, ko so zlasti ženske velikokrat morale s svojimi telesi odplačevati dolgove, kredite, s svojimi telesi so morale garantirati, da je mož obdržal službo, da so nenazadnje tudi same obstale na delovnem mestu. Veste, ko enkrat pokukaš za vrata, kjer se začne naša intima in kjer ves ta zunanji blišč, ki smo mu priča, zbledi in se postavi na stranski tir, vidimo toliko poniževanj. Kajti spolnost je prav v teh primerih lahko tako zelo nizkotna, tako lahko človeka poniža, mu vzame to človeško dostojanstvo, da nobena druga stvar nam tega ne more. Bom še 2 odlomka prebral v nadaljevanju, da bodo videli, kaj vse pišete v tej knjigi. Bila sem stara komaj 10 let, ko se me je polastil hlapec. Ob moje drobne kosti se je toliko časa drgnil, dokler mu ni prišlo. Oblačila, skromna obleka in predpasnik so zato nenehno smrtela po njegovih izločkih po mačefitu, pišete, ne? Vsi so vedeli za to, a nihče se ni zavzel zame. Pri 12 letih sem, potem ko mi je prvič poskušal poriniti tisto reč med noge, od te hiše ušla. Potem naslednja. Pogosto oče je bil zelo grob človek. Pogosto je odhajal k drugim babicam, domov pa se je vračal šele čez dan ali 2. Fantje so skrbeli za živino v hlevu, pospravili so seno, pridelek na njivi. Če ni bil zadovoljen, je vzel bič in jih tepel. Nihče ni hodil v šolo, ker ni bilo časa. Oče je ob večjih praznikih odnesel učitelju in njegovi družini nekaj pribojška. Ta pa je pogledal skozi prste in ga ni prijavil oblastem. Kadar ni bilo druge ženske pri roki, je začel nadlegovati lastno hčerko. Nekoč je zadnji trenutek, tik preden bi se zapičil vanjo, priskočil na pomoč mlinar, ki je pripeljal žaklje z moko. To je tudi ena izmed takih pretresljivih, pa to. Četudi je bila zelo izobražena, pojma ni imela, kaj jo čaka na poročno noč. O tem je nekoč zapisala dnevnik. Prikazal se je na vratih, na sebi je imel srajco, na nogah pa tople francoske copate. Skrivala sem se pod tuhno, bilo me je na smrt strah, kaj bo storil, saj so mu oči čudno žarele. Okoli kotičkov ust pa se mu je nabirala slina. Groza me je bilo trenutka, ko bo ugasnil luč. Takrat so se začele grozote, ki se jih ne da opisati z besedami, kajti stud prevlada nad vsem. Same pretresljive zgodbe, pa otroke, brat, sestro. Ja, veste, če bi danes ljudje prej preden se lotijo branja moje knjige, vsaj prileteli kriminalno kroniko v medijih, malo pogledali na kakšno zgodbo, ki se včasih pojavi na strani SOS telefona, če bi malo pokukali, kako živijo nekateri ljudje v svoji zasebnosti, potem bi se jim zdele moje zgodbe del te vsakdanjosti. Tako pa živimo, ko Marija Antoneta. In velikokrat rečemo, saj to ni res, ker se meni ni zgodilo. Kar se meni sliši enako, kot če bi... Pa se to se drugim dogaja. To se drugim dogaja, to se dogaja tam nekje ljudem na dnu, ki živijo na dnu. In zelo krivično je, da ne opazimo, kaj se dogaja za sosednjimi vrati, niti ne pomagamo. Slovenci smo znani po tem, da ne posredujemo
če se za kakšnimi vrati dogaja tako ali drugačno nasilje. Zaradi tega, ker velikokrat rečemo, da se je to fajn dedec, se da za pivo v gostilni, se je pomagal zgraditi električno napeljavo v nekem kraju, se je zaslužen, mu bomo dali občinsko priznanje, pa kaj potem, če je izrabil toliko in toliko otrok. Veste, zelo smo tolerantni in časi, ko so celo miličniki, to so mi nekateri med njimi sami pripovedovali, ko so jih kakšne ženske motile, ko so prišle po pomoč sredi noči, pa so rekli, ja, je že prosila, kar domov pejt. Veste, zelo smo tolerantni do tega. In to zato, ker živimo v slovenskem prostoru, kjer pravzaprav, če pogledate na vse te odmeve različnih spolnih škandalov v Hollywoodu, v Franciji, v nekaterih političnih strankah pri sosedih, o njih na široko govorimo. Vendar zelo redko kdaj govorimo o svojih lastnih, to pa zaradi tega, ker se Slovenci preveč poznamo med seboj in bi nehote zelo hitro govorili o nekom, od katerega je odvisna naša služba, naša prihodnost. In smo spet pri kruhu. In smo spet pri kruhu. In to je narobe, veste, ker te zgodbe, ki sem jih za prvo knjigo, sem jih pač iskala več kot 30 let. Za drugo knjigo, samo enkrat ali dvakrat sem objavila na Facebooku, da želim imeti take zgodbe, pa se jih je enkrat v 2-3 dneh se jih je nabralo čez 70. To pomeni, da so ljudje željni, da pripovedujejo o sebi, da želijo izpovedati, kaj se jim je v življenju dogajalo. Zadnjič sem bila na enem literarnem večeru, ko je bilo za mene osebno neizmerno pretresljivo, kajti v dvorani med poslušalci je bila tudi oseba, ki je šofer avtobusa, ki je prevažal šolarje od točke A do točke B, je pač tem otrokom, ki so šli zadnji z avtobusa, jih je spolno izrabljal, tako fantke kot deklice, in jim je poškodoval anus, jih je zaznamoval z invalidnostjo, tako čustveno kot telesno, za vse življenje, pa vendarle se temu človeku zaradi tega, ker je bil v tisti skupnosti pač povezan s pravimi ljudmi, ni čisto nič zgodilo. In tudi take reči, kot v prvi knjigi se spominjam, ni bil samo eden, bilo jih je več, ki so pripovedovali, da je oče prišel sredi noči pijan iz gostilne in potem, ker so vsi spali v eni posteli, se je najprej lotil sestre, ki je bila prva, potem se je lotil brata, ki je ležal zraven nje. In ko so ljudje brali to zgodbo, so rekli, saj to ni bilo samo včasih, to se dogaja dan današnji. Naš oče je zelo enak, bili sva 2 sestri in je z namo počel enako. Naslednji dan, ko se je streznil, pojma ni imel, kaj je počel. To bi morali se pogovarjati. Naj nas za neki čas ne brigajo te mehiške nadaljevanke, ker to je sama, bom rekla, iluzija, od katere nimamo nič. Ozrimo se znotraj lastne družine, ker to kar naprej ponavljam. Poslušajmo, kaj se dogaja nam, ki živimo znotraj lastne družine. In potem mogoče tudi, ko nekdo to spregovori s socialnimi službami ali pa mogoče sodstvu, da se potem ta zadeva javno ne vleče 5-6 let, ne? Da se še enkrat sploh trpijo. ne vleče. Poglejte, kaj se je naredil z nekim pedofilom letos junija v Mariboru. Kljub temu, da je bil povratnik, so ga sodniki izpustili in potem je do septembra, ko so ga vnovič prijeli, počel čuda stvari. Ker ljudje smo tako zelo tolerantni do te intime. Po eni strani smo preveč sramežljivi, da bi se o njej upali na glas spregovoriti, po drugi strani nam pa nekako neki
govori, da je to nemogoče, da bi bili ljudje, ki so na zunaj lepo urejeni, imajo kravato, Mogoče imajo pomembno ugledni. službo, ugledni, da bi lahko počeli kaj takšnega. In to je tisto, ko bi morali... Ali pa pripisujejo temu, se je napil. Ja, ali pa se je ona mu pač prostovoljno dala. Ja. A ne? To so tiste stvari, ki jih ne smemo tolerirati znotraj družine. In ta družina bi morala, tako grdo delamo z družino, tako mačehovsko se do nje obnašamo, pa prav družina bi morala biti tisto zatočišče, kjer bi se lahko pogovorili o teh stvarih, kjer bi lahko povedali, kjer bi že majhne otroke morali opozarjati, kaj se jim lahko zgodi. Ampak ne s kakšnimi prepovedmi ali pa s kakšnimi bavbavi, ampak preko pogovora. Gospa Milena, tako družina kot žal tudi slovenska politika, tudi v tem časih, kjer napišete, premalo se tisti, ki so sprti, pa sploh ne vemo zakaj, med sabo pogovarjajo. Ja, to imamo pa v genih. To, da se ne pogovarjamo, imamo že Da ne kofetkamo. Da ne kofetkamo, da kar mislimo, veste, mene včasih vprašajo, kdo ima v moji družini glavno besedo. Jaz zmeraj rečem, načeloma jo imam jaz, ampak ko me ni doma, jo ima pa mož. Ali pa ko njega ni doma, jo ima hči, jo imajo vnuki, ker se zelo veliko pogovarjamo. In ta pogovor, veste, ker mi odrasli imamo še eno drugo napako, ne samo, da se ne pogovarjamo, tudi mislimo, da imamo zmeraj prav. In potem, ko se ne pogovarjamo, se nam velikokrat lahko zgodi, da se opečemo. In zato imamo tudi Slovenci veliko tudi teh pregovorov, kako hitro se opečemo, če ne poslušamo drugih, če se ne izobražujemo, če se ne učimo. In tudi ne samo znotraj družine, tudi v občinskem okolju bi se morali več pogovarjati. In točno veš, jaz pa sploh, ki se vozim križem kražem po Sloveniji, ko pridem v nek kraj, točno vem, tukaj se pogovarjajo, tukaj nekaj skupaj naredijo, tukaj je pa v občini anarhija. In potem, ko se vrnem domov, grem pogledat na internet in vidim dejansko res same razprtije so na tisti občinski ravni. V Sloveniji pa zelo enako. Poglejte, že 26 let govorimo, da bi bili radi druga Švica. Jaz želim, da smo prva Slovenija, kaj mene Švica čisto nič ne briga. Ker po drugi strani mi tisti, ki v Švici delajo, pravijo, da imamo mi Švico. Ne, da so tam še zmeraj tako tradicionalni, da moje knjige tam ne bi mogle iziti. No, to pa kar verjamem, sem tudi že sam slišal. Ampak dajmo se pogovarjati pa tudi ni vse v denarju, mimogrede. Ni. Tako. V teh medsebojnih odnosih, v tem, moj mož recimo mu ves čas govorijo, pa kako ti dovoli svoje ženi, da o teh stvarih govori. Je čak mal, kaj je on moj? Gospodar, sem jaz sužen? Nisem. Imam pač to željo, da o tej intimi, o spolnosti, o medsebojnih odnosih, o ljubezni, o tem, da se moramo pogovarjati. To se mi zdi, da je moje poslanstvo, če lahko temu tako rečem. Ja, hvala, da imate takšnega moža, pa da ste vi takšni, kot ste. Da hvala res za mojega moža, lahko bi bil drugačen, lahko bi bil tiran. Pa bi imeli probleme, recimo. Ne? Sploh knjige ne bi nastale in če ne bi knjig bilo, ne bi imela problemov, bi sedela tudi jaz doma, gledala španske nadaljevanke in se smilila sama sebi. On bi bil pa srečen, verjeten. Ja. No, mi v naših oddajah zastavimo tudi nagradno vprašanje. Tudi to je povezano nekako s tem, tudi ta knjiga je delno za distribucijo so poskrbeli, ne? Distribucijo. Ja, za distribucijo so poskrbeli pri Primusu. Knjiga je pa moja. Je pa vaša, se ne date, ne? Se ne dam. Veste, to je pa tudi ena lastnost, ki bi jo morali Slovenci imeti, da se držimo tistega pregovora, pomagaj si sam, pa ti bo Bog pomagal, in ne vse računati in čakati, kdaj ti bo kakšen drug naredil. Ja. No, pri kateri založbi je šel roman Aleksandre Veble, ki je bila naša prejšnja gosta, z naslovom Hribarca?
Vi veste, Ja, kdo je, vem, ne? seveda vem. Sej sem to knjigo videla, ko je bilo 14 dni nazaj, je imela ta hiša, ki je založniška in distribucijska, Primus v Brežicah odprtje svojih prostorov. Tam sem videla tudi Hribarco, žal Vebletove ne, čeprav sem upala, da se bo srečala. Podobne zgodbe bi človek Ja, dejal, samo ona ne? jih to piše na umetniški način, kot roman. V moje zgodbe imajo drug pristop. V mojih zgodbah, v mojih knjigah sem jaz samo zapisovalka. Bi Točno človek dejal zapišem to. včasih v zabavniku resnične zgodbe ali pa v anteni. Ja, samo da tiste so lahko tudi na izmišljene. nazevniku koga zrasle, zato pa imam dokumentirano. In vse stoji, ne? Tako. Prosim za žreb prvega, Aha. iščite. Prvi žrebani prejme prav ta roman Hribarca, ki ga je izdala založba Primus in stopnici za Kino Zagorje. Poglejmo, če je pravilni odgovor. Primus, ja, romana Bizjak, Pintarjeva 44 Zagorje, bomo še takole pokazali. Tako, to je prva nagrada. Še drugega, prosim, izžrebajte, pa drugo. Drugi žrebani pa prejme mladinski roman Blazno resno v šoli, ki ga je napisala Desa Muk, izdala pa ga je založba Mladinska knjiga in stopnici za Kino Trbovlje. Ja, tako, založba Primus, tako pa je zapisala Frančiška Zorec, Smuči dol 4 iz Lake. Frančiška, čestitke. To je druga. Še tretjega bomo žrebali. Tretji žrebani pa prejme knjigo Romana Leljaka Udba in stopnici za Kino Trbovlje. Ja, Primus, to pa je zapisal Lovro Kranjc, Jablana 12 Zagorje. Takole. Zdaj imamo pa že novo nagradno vprašanje in sicer: kdo je avtorica romana Ko morje poljubi nebo? V pomoč naj vam bo, da je tudi sodelavka ETV. Prvi žrebani prejme knjigo Terapija Clark, ki jo poklanja založba Primus in stopnici za Kino Zagorje. Drugi žrebani prejme bon za pedikuro, ki ga poklanja kozmetični salon Petra iz Lake. Tretji žrebani prejme knjigo Jan Špeh, Koraki spona. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 18. decembra. Časa več kot dovolj. Gospa Milena Miklavčič, hvala za obisk v studiu. Veliko zanimivih zgodb ste povedali, veliko zanimivih informacij smo slišali, tako da je kar prav, da nabavijo to knjigo. 3000 jih je šlo, oziroma je bilo prodanih že tudi V enem mesecu. V enem mesecu. A veste, ker ta knjiga ima pravzaprav več pomenov. Po eni strani spoznavamo, kakšna je bila preteklost zadnjih 100 let, po drugi strani ljudje v njej najdejo vzorce, zaradi katerih tudi sami danes težko živijo. Po tretji strani pa lahko s pomočjo te knjige vzpostavimo znotraj družine nove odnose, da lahko se ob tej knjigi pogovarjajo tako starejši kot tudi mlajši in mnogi pravijo, da je ta knjiga kot svetopismo na nočni omarici. In ko bomo uredili stvari znotraj družine, ni Bog, pa ni vrag, da ne bomo tudi znotraj države. Hvala. Ja, jaz mislim, da bo res temu tako. Hvala. Vsi. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Eva je trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. Eva je trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. Eva je z vami že več kot 50 let. Dobrodošli v drugem delu oddaje. Lepo je živeti v različnosti. To nam sporoča domačin Blaž Vozelj, ki je prejšnji torek v Zagorski knjižnici predstavil svojo knjigo Miklavž že ve.
To je zgodba namenjena vsem nam, ki jo krasijo prisrčne ilustracije. Napisana in narejena tako, da jo lažje berejo tudi otroci z bralnimi težavami. Uči nas, da se moramo v življenju truditi in videti druge, jih sprejemati in jim pomagati. Danes ste tukaj v Zagorski knjižnici predstavili vaš prvenec, pravzaprav vašo prvo knjigo, in to je? Miklavž že ve. To je slikanica za otroke, ki govori predvsem o tem, kako nas različnost bogati. Govori o vsem tistem, kar mogoče marsikdo izmed nas še ne ve, ne samo o različnosti, ampak tudi o tem, o vrednotah, ki so danes pomembne za nas, za našo družbo, in tako je knjiga poučna in zabavna obenem. Glavna junakinja je Maša, ki ima disleksijo. In kakšne bi morale biti Mašine knjige? Mašine knjige so v prvi vrsti knjige, ki morajo nekaj sporočiti. To mora imeti tudi vsak avtor prvo v mislih, ko piše knjigo. Pomembno pa je pri tem tudi potem sama oblika besedila, in sicer za osebe z disleksijo, za tiste bralce, ki težje berejo besedila, je pomembno, da so črke večje, da so razmiki širši tako med besedami kot med vrsticami, potem, da je samo besedilo na kontrastnem ozadju, da ni ilustracij pod besedilom, ker s tem motimo bralca pri branju. Potem je pomembno tudi, da so ilustracije slikovite, da zajamejo tisto bistvo. Pomembno je, da so ločene tako od besedila. Obenem pa je pomembno tudi to, kot sem že na začetku povedal, ta nauk, ki potem vsakega bralca, ne samo tistega z disleksijo, nekaj nauči. Omenili ste tudi to, da je disleksija dar. In kaj naj to pomeni? Disleksija je lahko en velik dar, ker poznamo veliko ljudi, znanih ljudi, ki so imeli disleksijo, ki imajo disleksijo, in so to disleksijo nekako preobrnili sebi v prid in z njo prispevali k družbi. Namreč osebe z disleksijo so zelo talentirane, nadarjene na različnih področjih, kot je recimo umetnost, različno razmišljajo izven okvirjev, drugače kot mi. Uspešni so tudi pri raziskovanju, v znanosti, potem pri likovnem ustvarjanju, glasbi. To je vse tisto, kar je njihovo močno področje in kar je tudi pomembno, da ob tem, da bralci z disleksijo morda res da težje berejo, je pomembno, da tudi ta vidik poznamo, in to je tisti pozitivni vidik, ki ga ima vsak izmed nas. Smo pa videli, da je tudi veliko uspešnih ljudi z disleksijo. Res je. Veliko uspešnih tako v Sloveniji kot v tujini. Vsi med nami poznamo Leonarda da Vincija, Winstona Churchilla, Toma Cruisa, potem Hansa Christiana Andersena, v Sloveniji Gojmirja Lešnika Gojca, Sašo Pavček. Skratka, veliko ljudi je, ki svojim življenjem, kljub temu, da imajo disleksijo, dokazujejo, da se da zmorejo, in to je tudi tisto, kar Miklavževa zgodba, Miklavž že ve, sporoča in nagovarja bralce, tako male kot velike. Nam lahko še zaupate, s čim se vi ukvarjate? Ja, jaz sem pa specialni rehabilitacijski pedagog. Letos sem začel delati v osnovni šoli, tako da sem mobilni specialni pedagog na zagorskih osnovnih šolah. To mi je zelo v veselje, to rad počnem in to bom tudi v nadaljevanju z veseljem počel. Poleg tega, da bom tudi še ustvarjal zgodbe, takšne in drugačne, za male in velike bralce. V knjižnici Trbovlje je v sredo ob dnevu slovenskih knjižnic gostila pesnico, pisateljico, glasbenico in našo sodelavko Nino Novak. Tokrat je predstavila svoj prvi roman, Kjer morje poljublja nebo. Z njo se je pogovarjala direktorica knjižnice Katra Hribar-Frol, po predstavi pa še naš urednik Igor Gošte. Nina, ko pride knjiga, je kot novorojenček, da bojo to knjigo brali, je pa tudi prav, da jim malce poveš tako v parih besedah ali pa stavkih vsebino. Ja, gre za pripoved, ki se dogaja na izmišljenem otoku Galej. Sicer pa
je to roman o ljubezni med bratom in sestro, ki sta izredno pripadna drug drugemu, predana, kar mislim, da je danes v svetu kar redkost. Žal. Zahodni svet ti ni najbolj všeč? Zahodni svet mi je všeč, ker živim v njem, ampak zdi se mi, da je zašel, tako da iščem še druge poti, vsaj v domišljiji, če že ne v realnem svetu. Je na pravi poti, da pride na boljše poti, da pride v prave tirnice? Včasih se bojim, da ne, ampak vse je pa odvisno seveda od nas samih, ker vsak posameznik šteje in potem posamezniki tvorimo družbo in kot družba morda še vedno lahko rešimo zadevo. Dejala si, da si 4 leta razmišljala, pisala, tipkala, popravljala, lektorirala, korekture so bile potrebne, marsikaj. 4 leta vloženega dela, odnos do kulture nas Slovencev pa je takšen, da se ta trud poplača? Ja, jaz upam, da se bo vse tako, da bo na koncu nula oziroma ničla. Gre seveda za osebno zadovoljstvo, za nekaj, kar postiš za namcem in to je nekaj, kar sama želim, je nekaj dobrega, ne slabega. Tako da vsekakor se splača že z tega, z finančnega pa v tem raje ne ve. Knjiga je šla v samozaložbi, torej jo lahko vsi tisti, ki bi jo radi prebrali, naročijo pri tebi, kakšna spletna stran, čeprav vem, da internet doma nimaš, si se navadila živeti brez njega, čeprav ga pa še vedno uporabljaš. Ja, seveda danes ne moremo brez interneta, tako da je spletna stran www.ninanovak.com in tam je tudi kontakt oziroma lahko naročijo knjigo, pa tudi moje pretekle knjige in izdaje. Sem kar redno na internetu in mailih, tako da hitro odgovorim. V Delavskem domu Trbovlje je dan kasneje potekala predstavitev nove, že 8. knjige Igorja Gošteta. Igor, ki je dobro poznan v zasavskem okolju kot urednik televizije ETV, pisatelj, športnik in humanitarec, je tokrat predstavil otroško knjigo z naslovom Pravljice o živalih. Igor pravi, da je knjiga namenjena za majhne in malo večje otroke ter mlade po duši, predvsem pa za druženje različnih generacij. Na predstavitvi pa ni bil sam, saj se mu je pridružil Jože Potokar Cvrčo, ki je avtor ilustracij v knjigi. Bodo čebelice postale stalnice v tvojih pravljicah? No, 3 pravljice so v čebelicah, 2 so malce drugačne. Ja, zdaj, ko sem poslušal na tej prireditvi, na predstavitvi knjige, so moji rekli, da ne bojo več delali otroke, rojevali, da jih ne bojo več, tako da verjetno tudi pravljic jaz ne bom več pisal. Ali pa mogoče še kdaj kjero. Kaj te pa najbolj navdihuje pri pisanju pravljic za otroke? Spomin na mojega dedka, ki mi je, kadarkoli sem prišel k njemu v Hrastnik ali pa on k meni v Kisovec, mi jih je pripovedoval. Pa potem moji otroci, obema otrokoma sem jih sam pripovedoval, seveda malce spremenjene. Ja, zdaj so pa zagotovi 4 vnuki navdih, da jim pripovedujem, da jim ni dolg čas. So pa družinski člani tudi vpleteni v samo vsebino? Ja, skoraj da vsi osebki, vse čebelice imajo svojega dvojnika v realnem življenju. Kako je pa nastalo sodelovanje z ilustratorjem? Ja, jaz Jožeta Potokarja Cvrča že dolgo poznam, vem, da zelo lepo riše, natančno riše in vem, da ima tudi takšno otroško dušo in izbira bi bila čisto enostavna. Realizacija verjetno iz njegove strani pa malce težja. Čebelice niso ravno vaša tema pri risanju, slikanju. Ste imeli kaj težav s to temo? Ja, kar precej. Prvo sem mogel v knjižnico, pa sem si prinesel domov literature. Ne samo v Igorju, te otroške literature, enih 15-20 knjig. Že tam sem bil kar malo nervozen, ko imam snimo drugega dela dosti, mogel sem pa nekaj predelati, en par zadev. Da sem dobil notis, kako, zakaj, ki je že Igor omenil, koliko novak ima, tu pa sem pa, ja, tu smo vse razčlenili, a jih ima na prvem ali na zadnjem delu trupa, face,
Kar, sam, ko sem pa začel, pa ni bilo problema. Čebelice niso navadne čebelice, ampak imajo tudi človeške izraze. Zakaj ste se odločili tako? Zato, ko sem je zdaj, ki je Igor s to knjigo hotel povedati, oziroma predstaviti svojo družino. Ne? In če je on s tem, da sem se lahko kakor tukaj približal, se on mi ni povedal, ampak sem njegovo pravljico prebral, da so to žlahta, strici, tjata, butri, pa tralala, pa otroci, da mora biti, če drugega, ne vsaj karakterno. In tu sem si zamislil, da bi naredil skozi človeško obraza. So te pravljice, se sem že omenil na predstavitvi, ki so malo zadetki, se zdrogirajo, ki jih poštupajo s pantakanam. Od ko kdo gleda, se smeji, se zabije, af na gunca, nagaja. In tu sem najbolj dobil skozi animacijo človeških obrazov. Malo ste se le znašli v novih vodah, kar se tiče ilustracije za otroke. Boste nadaljevali s tem? Ja, to je pa pretežko vprašanje, nekaj ne znam odgovoriti. Je zanimivo delati, ampak kakor si marsikrat misli, da je to enostavno pa lahko, to je veliko težje, ko slikati na platen akt, meter krat meter, pa eno hišo pokrajino narediti, meter krat meter pa pol, pa kaj tazga. Ker te bolj celega znamo, se moraš bolj posvetati in ker otroci so tudi veliko huj kritiki, ki so pa tisti, so plačani za to. Na televiziji ETV smo pred mesecem objavili 8. literarni pesniški natečaj Naj pesem ETV 2018. Generalni pokrovitelj izbora je Spekter Trbovlje. Na nagradnem natečaju lahko sodelujete z eno še v knjižni obliki neobjavljeno pesmijo. Razpisani sta 2 starostni kategoriji, v prvi skupini boste mladi pesniki osnovnošolci, v drugi pesniki starejši od 15 let. Pesem opremljeno s polnim imenom, naslovom in telefonsko številko pošljite najpozneje do 10. aprila 2018. Strokovna komisija bo poslane pesmi pregledala in ocenila ter v obeh skupinah izbrala po 3 pesnike, ki bodo osrednji gostje majske prireditve ob 25-letnici televizije ETV. Po 3 nagrajeni pesniki bodo prejeli nagrade, zmagovalca v posamezni starostni kategoriji pa denarno nagrado. Mladi pesnik 100 evrov, odrasli pesnik pa 250 evrov bruto. Pesem, opremljeno z osebnimi podatki, ime, priimek, domač naslov, rojstni podatki in telefonska številka, pošljite izključno v elektronski obliki v pisavi Times New Roman na naš elektronski naslov etv@elektroprom.si. Ne sprejemamo likovnih pesmi in pesmi, ki ne bodo poslane po elektronski pošti, kot je navedeno zgoraj. Doslej smo prejeli pesmi iz 4 držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije in Nemčije. Seveda je v slovenskem jeziku. To je bil naš odmerek kulture, pa lep večer še naprej.